Teden otroka obeležili tudi v celjskem City centru. Zavod za prostor Savinjske regije pripravil 4. arhitekturni maraton. Na Dobrni dobra prva letina potomke modre kavčine z mariborskega Lenta. Prvi krog košarkarskega državnega prvenstva že postregel s presenečenji. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Za nami je teden otroka, ki so ga obeležile številne organizacije, javne ustanove in podjetja na Celjskem. Živahno je bilo med drugim tudi v celjskem City centru, kjer so se odvijali adrenalinski dnevi s športnimi legendami. Se tudi vi sprašujete, kako vašo mladino navdušiti, da bi počela še kaj drugega, kot tapkala po telefonih? Adrenalinski dnevi v City centru so bili kot nalašč za to. Res je, tudi letos v City centru Celje zelo živahno v tednu otroka, tokrat adrenalinsko, športno barvano. Kot vidimo v ozadju, smo pričeli z plezalno steno, v kateri se preizkušajo naši najmlajši v svojih spretnostih. Nadaljevali bomo z mini planico, z Franci Petkom in pa vse do nedelje, ker bomo imeli tudi Dunking Devils s metanjem na koš in pa poligon postavljen, tako da za vse starostne skupine bo zagotovo se našel kaj v naši ponudbi. V četrtek je s plezalnimi veščinami na 10-metrski umetni plezalni steni otroke navduševala Martina Čufar, ki je na prve stopničke svetovnega prvenstva stopila leta 1997. Ja, jaz prihajam iz Mojstrine, tako da sem prej probala že smučanje kot veliko naših mojstrskih olimpijcev, pa tek na smučeh, pa sem pa med počitnicami iz 5. v 6. razred slučajen prišla v stik s plezanjem in takrat naprej plezam, tako da je to že kar precej let. Jaz mislim, tam nekje 7-8 metrov mogoče. Tole pa so posnetki petkovih skokov na mini planici. Ves čas našega obiska je bila na stopnicah in pod njimi nepopisna gneča, občutki malih skakalcev pa neopisljivi. Fajn. A te je bilo kaj strah? Ne. Lado, kombinezon, smučke pa majice. A te je bilo kaj strah? Ne. Šaljive nasvete je mladim skakalcem dejal doktor geografije Franci Petek, nekdanji as na skakalnici, danes izjemen as pri delu z mladimi, ki pravi, da je osnova za dober trening mladostnika najprej dobro delo s starši. Pravzaprav si želim najprej delati z odraslimi, z starši, ker z otroci je zelo lahko potem delati, če govorimo isti jezik. To se pravi starši in vzgojitelj ali pa starši in trener. Tako da, ja. Zelo si želim starši delati. Pravo doživetje pa je bil tudi sobotni nastop košarkarskih akrobatov Dunking Devils, ki premikajo meje in delujejo timsko. Zavod za prostor Savinjske regije se je s 4. arhitekturnim maratonom pridružil prireditvam, ki jih v mesecu oktobru organizira Ministrstvo za okolje in prostor. Njegova letošnja nosilna tema nosi naslov Spreminjajmo mesta, ne podnebja. V sklopu arhitekturnega maratona z naslovom Bodi neograjen bodo največ pozornosti namenili delavnicam z naslovom 11. šola pod mostom Neograjevanje javnih prostorov, s katerimi bodo raziskovali, zakaj se javni prostori vedno bolj omejujejo in kako bi ograje lahko porabili na drugačen način. Danes in jutri cel dan potekajo delavnice na terenu. Najprej smo naredili družbeni preizkus, da smo postavili živo ograjo, preko katere prehajajo porabniki in na tabli puščajo svoje vtise, kako se počutijo pri prehodu. Potem bi pa radi mi elemente, ki sicer tvorijo ograje v vsakdanjem življenju, lesene ograje, žičnate ograje, panelne ograje, ograje iz vrvi, pretvorili v neke urbane elemente urbane opreme in jih postavili v ta javni prostor, ki bi spodbujale uporabnike k druženju in uporabi tega javnega prostora. Za predstavitev omenjenega problema so izbrali nadvse zanimiv način. Dijaki so sestavili živo ograjo, povezani so z vrvico, na sredi so postavljena vrata, preko katere prehajajo uporabniki v javnem prostoru, predstavljajo pa en simboličen primer ograjevanja javnih prostorov, zato smo tudi izbrali en prostor pri šoli, ki je javno dostopen sicer, ki ni ograjen, ki je prehoden, ki ga lahko Celjani prosto uporabljamo, tudi ko se sprehajamo skozi mesto po opravkih. Danes smo ga pa zagradili, zato da bi pokazali
pokazali, kakšen nesmisel pravzaprav ograjevanje in kakšno težavo nam povzroča, zato ker recimo pri tej ograji zdaj že nastajajo zastoji, nekateri se ne upajo mimo, nekateri grejo raje naokrog, ena je strah tega preizkusa, nekateri niti ne najdejo poti čez, skušajo prečkati vrvice namesto vrata, tako da smo naredili en tak preizkus. Pobudniki in organizatorji se zavedajo, v čem tiči problem in kako ga lahko počasi z ozaveščanjem izkoreninimo ter posledično spet zaživimo brez ograjevanja. Mi danes vemo, da so ograje potrebne zaradi vandalizma, ampak kdo je vandalist, kdo je neodgovorno uporabnik javnega prostora? Mi, ne? Spravi, moramo težavo začeti reševati v izvoru in to je pri teh najmlajših generacijah vzbujati zavest, zakaj je javni prostor, ki je neograjen, dober, ampak kakšni uporabniki moramo biti mi, da bo tak tudi ostal. Dobro vemo, da je urbanizem 60., 70., 80. letov sosedske pripeljal kvalitetne javne prostore, kjer so se vsi družili in odgovorno družili v teh prostorih, ne? Na kar se začeli ti uporabniki javnih prostorov po fazi lastninjenja začeti obnašati zelo vandalsko, neodgovorno do javnih prostorov in zato je zdaj ta trend ograjevanja zaradi čist družbenih sprememb nastal prostorov. Zavedamo se, da bi za popolno odstranitvijo ograj v tem trenutku v celem Celju nastal cel kup nekih varnostnih problemov in drugih težav, ampak mislim, da je treba zdaj vzgojo že najmlajših obrniti v to smer, da bomo čez 10 let lahko živeli v Celju spet brez ograje. V projekt se poleg glavnega organizatorja in izvajalca celotnega dogodka, zavoda Metro Savinjske regije, vključujejo in ga tudi finančno podpirajo partnerji. Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Celje, Nepremičnine Celje d.o.o., Kozjanski park ter Gimnazija Celje Center. Javni prostor mora definitivno biti dostop vsem, ne sme biti zamejen, tako da je večji pretok. Meni se zdi to tak fajni projekt, da ljudje začnejo malo razmišljati o takšnih stvareh, kaj lahko človeka omejuje, čeprav sploh ne opazijo. In s to lahko razmišljajo, kako bi lahko spremenili v okolje v neki bolj. Bistvo rešitve vsakega problema je najti vzrok in izvor. S tem projektom so na dobri poti, da v ljudeh nekaj premaknejo. Potem pa je vse odvisno od vsakega posameznika. Na Dobrni so pripravili prvo trgatev potomke najstarejše trte na svetu, modre kavčine z mariborskega Lenta. Ta se na lokaciji, kjer se nahaja, očitno dobro počuti, saj je prva trgatev v Brentu položila kar nekaj lepih grozdov. Trgatev na Dobrni so pripravili skupaj s skrbnikom trte. Trgali pa so tamkajšnji vinogradniki in učenci osnovne šole. Tako so v petek obujali stare običaje povezane s trgatvijo na stopnišču v centru Dobrne. Veseli smo, da se ob trgatvi prvič dogaja tudi en tak dogodek, ki upamo, da bo nekako v prihodnosti postal še bolj prepoznaven v našem turističnem kraju. Skrbnik trte je vinogradnik Roman Ramšak. Letos imamo to, oziroma moram reči, pripadla mi je ta čas, da sem dobil možnost, da gospodarim za to trto in letos seveda prvič trgamo. Smo kar presenečeni nad prvimi grozdi, vemo, da bo drugo leto obrodila več, malce jih bomo še pripomogli, tako da smo kar veseli, da je trta ratala, da je obrodila oziroma da je kljub vsem vremenskim nevšečnostim, ki so nas spremljale v letošnjem letu, dala svoj prvi pridelek in smo tega seveda veseli. Prva trgatev je Dobrnčanom prinesla 11 grozdov. In kako bodo na Dobrni izkoristili te grozde? To vino bomo nekako, pravijo naši vinogradniki, sprešali in ga ob neki priložnosti skupaj potem se ob njem poveselili. Letos so na Dobrni torej pripravili prvo trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Obujali so spomine in nadejajo se, da bo tako tudi v prihodnje. Uvodno kolo novega košarkarskega državnega prvenstva je postreglo z zanimivimi izidi in tudi presenečenji. Šentjurčani so visoko izgubili na gostovanju pri Heliosu, Hopsi so bili uspešni v Šenčurju, lokalni derbi med Podčetrtkom in Rogaško Slatino pa so presenetljivo dobili gostitelji. Z našo ekipo smo bili v Laškem, kjer je Zlatorog prepričljivo ugnal moštvo Portoroža.
Začetek tekme v Treh lilijah je bil v znamenju povratnika Igorja Tratnika, ki je v uvodnih 3 minutah dosegel 8 točk. Po 6 minutah igre je bilo na semaforju že 22:6. Gostje so se v drugi četrtini vendarle prebudili in zaigrali bolje. Tako so se v 16. minuti približali le na 4 točke zaostanka. Ob tem je treba dodati, da je domači strateg veliko priložnosti že zgodaj dal manj izkušenim igralcem. Ponujeno je tako odlično izkoristil Urban Durnik, ki je skupaj dosegel 17 točk in bil z Milošem Milkovičem najboljši strelec srečanja, pripadel pa mu je tudi naziv najbolj koristnega igralca kola. Ob polčasu je domača prednost znašala 13 točk. Domači so v tretjem delu prednost še povišali. Ob koncu 30. minute jo je na 22 točk postavil mladi Belorus Roman Rubinstein. Da ni za odmet, je v zadnji četrtini dokazal novi kapetan Zlatoroga Matej Krušič, ki je v minuti dosegel polducata točk. Še bolj je za navdušenje poskrbel 215 cm visoki, še nepolnoletni novinec Ibrahimula Omerovič, ki je že po pičlih 7 sekundah igre dosegel prvi koš. Prvi članski točki je dosegel tudi 17-letni Tim Tomažič. Ob vsej tej mladosti na igrišču se domača prednost ni zmanjšala, temveč je na koncu znašala debelih 25 točk. Končni izid 93:68. Pri Mornarjih je s 15 točkami prednjačil nekdanji zlatorogovec Tim Škerbec. V bistvu bi lahko rekli tako, da čestitamo fantom za prvo zmago. Prva je mogoče vedno najtežja tudi za njih. Nekateri prvič igrajo v takšni konkurenci s takšnim ali drugačnim nabojem. Lahko smo zadovoljni samo zmago, sigurno ne tudi z igro. Predvsem 19 izgubljenih žog je preveč proti Portorožu in pa mislim, da smo nocoj celo slabo skakali pod obema košema, glede na višino in pa na izkušnje teh igralcev pod košem, ki jih imamo. Se pravim, mogoče trema pred prvo tekmo te igralce, zato nismo danes mogoče pokazali vsega, kaj znajo. Tako da točke so ostale doma in hitro treba se skupaj pozabiti in se osredotočiti na naslednje tekme. Kako pa izkušeni trener gleda na uspešen krst njegovih mladih igralcev? To ne pomeni čisto nič, to je bila čista sreča. Ti fanti morajo še veliko delati, veliko trenirati, veliko se dokazovati, prvo v mladinski konkurenci, potem pa pri članih. So na dobri poti, če bodo delali, če bodo trenirali, če bodo poslušali navodila, če bodo igrali tako, kot se jim reče, imajo neko prihodnost, drugače se pa lahko hitro obrne. Najstarejši član ekipe Laščanov je nase sprejel tudi mentorska opravila. Prvič, da sem najstarejši v ekipi, v redu je špilat, se poslušajo mladi, pa so pridni, delamo na puno, nadam se, to će se sigurno isplatiti, bomo videli do konca sezone. V sredo bodo po četrtani skušali presenetiti še v Novem mestu. V petek na Polzeli gostuje ljubljanska Olimpija. V soboto bodo Šentjurčani gostili Primorsko, Slatinčani Škofje Ločane, Laščani pa bodo skušali sneti skalp državnim prvakom v Domžalah. Sigurno bo to drugačna tekma, predvsem, ker igramo v gosteh. Helios je čisto drugače sestavil svojo ekipo kot mi v letošnji sezoni. Vendar to ne pomeni, da odhajamo z belo zastavo v Domžale. Na to tekmo se bomo dobro pripravili, skušali bomo odigrati po najboljših močeh in če bo le mala možnost za presenečenje, bomo izkoristili. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija. V četrtek se bo po delno jasnem in po nižinah meglenem jutru od zahoda pooblačilo. Zjutraj bo možna slana. V petek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, ob morju bodo popoldne tudi nevihte. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.